Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Drobiž popolnoma vsakdanja zadeva, katerega korenine segajo daleč v zgodovino. O njem začnemo govoriti v 7. stoletju pred našim štetjem na prostoru grških maloazijskih mest, ko so se pojavili prvi kovanci. Zelo dragoceni, kovani iz naravne zlitine zlata in srebra, so bili namenjeni kopičenju bogastva. Pozneje so izumili kovance, primernejše nakupom vsakdanjih potrebščin. Šele za časa Krojzosa, se pravi 6. stoletje, sredina 6. stoletja nekako se razdelijo kovanci na zlate in srebrne kovance in začnejo izdati tudi zelo majhne kovance. To je nekako drobiž v pomenu drobnega denarja. Do naslednjega izuma je prišlo v antični Siciliji, ko so uvedli še dodatno kovino, baker. Bakreni kovanci so bili v obtoku tudi v Rimu. V srednjem veku je bilo težko govoriti o drobižu, saj so imeli denariči in polovičarji veliko vrednost. Skozi čas je pomen drobiža začel padati, njegove vrednosti pa so se najbolj zavedali ob pomanjkanju v vojnah, saj je takrat plačilni promet zamrl, ljudje pa niso več mogli kupiti niti osnovnih potrebščin. Zato so recimo v 2. svetovni vojni, v 1. svetovni vojni tudi trgovci izdajajo svoj zasilni denar. Imamo tudi na razstavi, ker ko je pomanjkanje drobiža, so pač vračali v tej obliki, v obliki svojih bonov in potem upali, da bojo ljudje prišli nazaj in spet unovčili ta drobiž. To je bila rešitev. Recimo za 1. svetovno vojno vemo, da je bil celo si šel v zapor, če si nabiral drobiž in ga nisi dajal nazaj v promet. Skozi čas se je spreminjala tako struktura kovancev, kot tudi velikost in upodabljena motivika. V antični Grčiji so prevladovali živalski in rastlinski motivi ter njihovi bogovi. Bogovi so bili upodobljeni tudi v rimski dobi. Na vsakem kovancu je bil upodobljen tudi cesar. Zaradi tega, ker takrat je imel denar funkcijo propagande. Ti si na kovancu, ko je kakšen cesar v svojo menzijo, ko je dobil vojno s Parti, je to takoj objavil na kovancu, ker to je bil v bistvu eden od prvih množičnih medijev, tako kot ste zdaj novinarji, so bili včasih kovanci. V srednjem veku so prevladovali krščanski simboli, angeli, škofi. V času Habsburžanov so upodabljali mogočne baročne portrete vladarjev. Sodobni kovanci vsebujejo motive grbov, simboliko narodov in nacionalnih motivov. Danes na drobiž gledamo slabšalno, raje razpolagamo z vrednejšim denarjem, poleg tega je svoj pomen začel izgubljati z uvedbo elektronskega denarja. Drobiž nekako kot celoten fizični denar upamo, da sicer ne bo izumrl, ampak se pa to dogaja. Počasi postaja drobiž to, kar imamo vsi na karticah, se pravi elektronski denar. Zdaj elektronski denar je zelo uporaben, numizmatiki pa vemo, da pač ni lep. Poleg lepote so tu še kulturne in umetnostne vrednosti fizičnega denarja, saj predstavlja temelj naše samobitnosti. Razstava v galeriji Mestne hiše poleg različnih kovancev od antike pa vse do danes ponuja na ogled tudi kovance iz leta 1897, ki so jih letos ob gradbenih delih skupaj s sklepnim kamnom in ostalimi dokumenti odkrili na Gimnaziji Kranj.